Zopet pozdravljeni, državljani in državljanke, tukaj zopet z vami Jure Gubanc, podjetnik, ki komentira politiko in ekonomijo. In poglejmo si zanimivo dogajanje v zadnjih tednih. Ustanovila se je stranka Mi socialisti. Kot da v Sloveniji seveda še nimamo dovolj socialističnih strank in strank, ki ljudem obljubljajo več za nič in kako bodo z davkoplačevalskim denarjem naredili raj. No, tokrat je se ustanovila stranka Mi socialisti, Miha Kordiš, pa si poglejmo nekaj zanimivih idej te stranke. Namreč niso vse tako nesmiselne in neumne. Samo kot vedno pri socialističnih idejah, lahko so zelo nevarne njihove izvedbe. Tako da se podučimo in poglejmo nekaj zanimivosti pri stranki Mi socialisti. Torej, tukaj imamo eno zanimivih misli enega od prominentnih ljudi na ustanovnem kongresu te stranke, in sicer Dušan Keber pravi, da je geslo Mi socialisti, mi, tisto, ki je revolucionarno. In to zato, ker živimo v obdobju individualizma, ko se vse individualizira. Absolutno se strinjam z Dušanom, in kar je tukaj zanimivo je, da so ravno socialisti in pa zagovorniki socialističnih idej ali pa socialnih idej socialne, močne socialne države, ki pobira visoke davke in jih troši za različne socialne transferje, da je ravno ta ideja socialne države, ki jo prav ti ljudje zagovarjajo, tista, ki je pomagala uničiti velik del družbene kohezije in družbene enotnosti in solidarnosti in empatije. Kako je to možno? Namreč mislili bi si, da socialisti zagovarjajo seveda družbo, kjer delamo kolektivno skupaj stvari, kjer skrbimo drug za drugega, kjer je družba močna kot družba, ne samo kot posamezniki. Ampak v resnici temu ni tako. Socialisti želijo, verjetno v teoriji, močno družbo, ampak žal je tako, da s svojimi politikami večinoma naredijo družbo vedno bolj individualizirano. Torej pozor, socialistične ideje, socialne države, družbo ustvarjajo vedno bolj individualizirano. Kako je to mogoče? Zelo preprosto. Z rastjo socialne države smo v 20. in 21. stoletju na vseh zahodnih državah, kjer je socialna država zelo močno zrasla, izgubili velik del prave, pristne družbene kohezije. Zakaj? Ker je stvari, ki jih je prej upravljala družba sama, zdaj nadomestila država, birokracija, javna uprava. Torej pozor, socialna država je v bistvu nadomestila pogosto vlogo očeta, vlogo zdravilca, vlogo soseda, vlogo prijatelja, vlogo prijateljice, vlogo župnika, vlogo nekega duhovnega vodje, vlogo ljudi, ki so pomagali drug drugemu ob nesrečah, ob finančni nezmožnosti, ob revščini in tako naprej. Družbe so včasih vedno imele mehanizme notranje pomoči. Ljudje so se včasih ne samo da poznali med sabo, ampak so tudi imeli zelo močne družbeno enotne skupnosti, ki so pomagale drug drugemu, predvsem so bile to verske ali pa etnične skupnosti. Lep primer tega vidimo še danes pri ljudeh, ki pridejo v našo državo ali pa v državo zahodnih držav, v New York, tudi velika mesta, London, ki pridejo ljudje iz kakšnih bolj kolektivističnih, bolj plemenskih, še bolj ruralnih delov sveta. Ti ljudje, oni pogosto ne rabijo socialne države oziroma sploh ne jemljajo dodatkov ali pa pomoči socialne države, ker držijo skupaj, imajo skupnost za to, da si pomagajo pri iskanju službe, da si pomagajo pri poslu, da si pomagajo pri tem, če nekdo od njih ima nesrečo, zdravstvene težave, finančne težave. Zelo lep primer, kaj pomeni močna kolektivna družba, ki ni samo individualistična, je ravno
družba, ki se imenuje država Izrael, židovski narod, narod Judov. Vse povsod po svetu jih lahko najdete. Malo številni so, ampak povsod se posluša o njih in vsi jih imajo v zobeh. Pa zakaj? Ker so tako uspešni ravno zato, ker niso samo individualisti, pač pa držijo skupaj. Ampak držijo skupaj zaradi tega, ker imajo močne, prave družbene vezi, torej pristne družbene vezi. Ni država tista, ki bi Judom govorila, kako morajo skrbeti drug za drugega, ali pa upravljala nalogo socialne države. Ne, Judje sami imajo to kolektivno zavest. In niso edini. Tudi druge narodnosti ali pa etnične skupine, Indijci v Angliji držijo skupaj, ne rabijo socialne države za svoj uspeh, držijo skupaj in svojim ljudem dajo znanje, dajo izobrazbo, dajo vrednote trdega dela, varčevanja. Kitajci so ravno tako taki, Albanci pri nas v Sloveniji so ravno tako takšni. Torej vidimo, da v bistvu družbe, ki so konzervativne, ki ohranjajo konzervativne vrednote, vero, neke tradicionalne vrednote dela, upoštevanja hierarhije, družine, so družbe, ki so v resnici solidarne. Ampak solidarne do svojih, seveda, primarno. Tudi do neke mere tudi do drugih, ampak primarno skrbijo za svoje člane. In zdaj se moramo vprašati nekaj. Kdo je v Evropi tisti, ki je evropskim narodom, tudi slovenskemu, uničil solidarnost, uničil enotnost, uničil pomoč, samopomoč, empatijo, skrb drug za drugega, skrb za revne, skrb za tiste, ki jim v naši družbi spodleti, za naše državljane, ki jim ne gre dobro v življenju. Kdo je to uničil? V zadnjih 50 letih, še od propada tudi Jugoslavije naprej, pa če gledamo tudi druge evropske države, je glavni krivec ravno levica in sicer njena ideja socialne države. Seveda ima tukaj svojo vlogo tudi kapitalizem, na katerega se zelo radi sklicujejo ti ljudje iz levice. Definitivno, ampak kapitalizem, morate vedeti, je zgolj sistem trga, sistem, ki se prilagaja glede na socialno državo. Če je socialna država takšna, da je v bistvu nadomestila družbo in družbene vezi ubila in ljudi postavlja v mala socialna stanovanja, v blokce, v neke službe v tovarnah, kjer vsak dobi enako odmero plače, enake pogoje dela, ve svoje življenje že za naprej napisati, kako bo izgledalo, in potem sociala, birokracija je tista, ki pol upravlja delo, ki ga je prej upravljala družba med sabo. Te ljudje ne rabijo več družbenih vezi, te ljudje ne rabijo več prijateljev, te ljudje na zahodnih družbah ne rabijo več družbe. In ja, tako se družba individualizira. In kapitalizem, potrošništvo, vse to je šlo zgolj z roko v roki, z idejami iz socializma, z idejami, da mora država poskrbeti za komfort vsakega človeka. In zdaj, če birokracija poskrbi za komfort vsakega človeka, potem ljudje naravno izgubijo potrebo, željo in tudi dejansko niso prisiljeni več sklepati družbene vezi, imeti prijateljstva, držati narod skupaj. In idejo naroda, idejo kolektiva kot naroda je ubila prav levica. In zdaj ta levica tukaj, kot gledamo, pravi, da je problem družbe, ker se preveč individualizira. Ja, se strinjamo, gospodje. Ampak danes smo se naučili nekaj. Konzervativne družbe, družbe, ki imajo vrednote ravno nasprotne levim vrednotam, so tiste, ki ohranjajo kolektiv živ. To so družbe, ki so tudi močnejše, preživijo stoletja in tisočletja in ohranjajo znanje znotraj sebe. Samo takšne družbe levici niso všeč. Zato, ker takšne družbe dajo na prvo mesto svoj kolektiv, svoje pleme, svoj narod, svoj jezik, svojo kulturo. Tako da, kar smo se iz tega naučili, je, stranke na levi delajo kaos. Govorile vam bodo, da se jim gre za solidarnost, za boljšo družbo, za bolj pravično družbo. Ampak v resnici so sami
storili vse, kar je bilo v njihovi moči, da so naredili težke pogoje za gospodarstvo, težke pogoje za podjetnike, težke pogoje za delavce, da bi dobili večje plače in boljšo izbiro služb. In težke pogoje za slovenski narod, da ostane koheziven, enoten in ponosen. Sami so 20-30 let pri nas v Sloveniji napadali idejo naroda, kolektiva in skušali naš narod v bistvu razbiti z različnimi prišleki, z različnimi škandali, z različnimi idejami, ko so nam govorili, da narod, da je to nekaj nevarnega, nekaj fašističnega. In zdaj se pritožujejo, da ni družbe. Torej, pomislimo naslednjič, ko nam bodo takšni ljudje, kot so tudi mi socialisti, stranka mi socialisti, prodajali ideje o boljšem svetu. Kajti sami so tisti, ki so največ prispevali k temu, da je svet takšen, da se nad njim pritožujejo. In lahko ga pripeljamo nazaj, svet na boljše. Samo bo potrebno narediti veliko v to smer, da bomo zopet začeli imeti odnose med sabo. In ti odnosi morajo temeljiti na tem, da se gradi slovenska skupnost, slovensko državljanstvo, slovenska narodna pripadnost. Vsa vprašanja in zanimivi odgovori, tudi strinjanja in nestrinjanja, jih pričakujem na komentarjih. Hvala.